spoštovani predstavniki. Nedvomno živimo v izjemno zanimivem in tudi razpolitem času, da pa opredeljuje slabšanje gospodarskih razmer, veliko apatije in kritizerstva in še več hitrih receptov za rešitev iz krize. Vendar se vsi zavedamo, da gospodarskega razvoja ne bomo dosegli, če ne bomo v državi porabili manj za tekoče poslovanje in več namenili za razvoj. Pogosto slišimo z vseh strani, da je to nemogoče, vendar vsi vemo, da druge poti ni. Vsakdo med nami ve, da ko pride do krize zelo hitrih rešitev ni. Vemo pa tudi, da je potrebno vedno ukrepati v teh stvareh. Na eno stran usmerjati sredstva in znanje v razvoj in istočasno iskati rezerve v poslovanju. Z novimi organizacijskimi in drugimi rešitvami zniževati stroške. Te rešitve so mnogokrat lahko velik vir prihrankov, saj se z reorganizacijami tako dela, aktivnosti kot organizacijskih enot, zmanjševanjem hierarhičnih nivojev, izboljšanjem pretokom informacij in drugim, da doseči večjo učinkovitost, skrajšati odzivnost, ter tudi tako znižati stroške. Pri tem ni nepomemben prispevek na področju mehkih metod, zavzeto zaposleni za učinkovito doseganje ciljev in izboljševanje rezultatov ter inovativnost v smislu koristnih predlogov za izboljšanje posameznih postopkov. Na primer, javna naročila, pridobivanje nepovratnih sredstev, ki lahko pripelje tudi do boljših zakonskih rešitev. Če pogledamo javno dostopne podatke, nam pokažejo, da smo od leta 2008, to je sicer že predsednik povedal, do danes v gospodarstvu izgubili 64.000 oziroma dobrih 12% delovnih mest. Istočasno pa se je število javnih uslužbencev povišalo za 4% ali za 6.000 novih zaposlitev. Vendar to ni vse. Dodatno zaposlovanje v javnem sektorju je seveda dopolnjeval še dvig plač v tem sektorju in te so v najbolj kritičnem letu 2009 narasle za 5,3%. Ta števila zaposlenih v javnem sektorju in dvig plač je prispeval k opaznemu dvigu javne porabe. Še leta 2007 je bila javna poraba 14,7 milijarde evrov, v letošnjem letu pa bo znašala preko 18 milijard. Same po sebi te številke verjetno ne bi bile tragične, če bi se ta denar dejansko usmerjal v razvoj in ne le v tekoče poslovanje. Jaz osebno javni sektor razumem kot veliko podjetje s heteroglenim programom delovanja. To pomeni, da podjetniške izkušnje lahko prenesemo tudi v javno upravo. Izkušnje podjetij, ki so se znašli v krizi, kažejo, da je bila uspešnost sanacije podjetja v veliki meri povezana z vlaganji v spremembe oziroma v razvoj in trge, ki jih ima tudi javna uprava, ter seveda uvedbo notranjih izboljšav. Zato težko razumem in sprejemam ugotovitve, da je javni tako majhen del skupne porabe namenjen razvoju. Ne verjamem, da se tudi znotraj javnega sektorja ne da postaviti jasnih ciljev in prioritet in zelo jasno povedati vsem uporabnikom in tistim, ki delajo znotraj javnega sektorja, kaj je še možno in kaj je vzdržno. Verjamem, da je s primerno organizacijo možno preprečiti podvajanje dela in ustvarjanje dela zaradi dela. Prepričana sem, da je s primernim vodenjem javnega sektorja možno precej privarčevati in s tem zmanjšati davčno breme gospodarstvo. Mi sami v gospodarstvu vidimo nekaj dodatnih rezerv pri najrazličnejših taksah, administrativnih bremenih in postopkih, ki tudi po oceni Ministrstva za javno upravo letno gospodarstvo odnesejo 300 milijonov evrov. Verjamem pa, da v javnem sektorju ostaja še veliko drugih stvari, ki se da izboljšati in ki jih mi, ki delamo v gospodarstvu, niti ne vidimo. Pričakujemo torej od nove vlade, da debirokratizira poslovanje države, da izboljša njeno učinkovitost, da skrajša proces odločanja in seveda, da trošenje omeji na največ 42% bruto družbenega proizvoda. In rada bi poudarila, da rešitev seveda ni samo zmanjšanje ministrstev, števila občin ali zaposlenih nasploh,
temveč predvsem in tudi v učinkovitem upravljanju. Ta pa rabi jasno vizijo in trdo zastavljene cilje in naloge, ki so prilagojeni situaciji, v kateri živimo. Zato sem prepričana, da dobro vodenje države lahko zagotovi državi, da funkcionira z vsemi svojimi vitalnimi funkcijami in hkrati razbremeni gospodarstvo in omogoči nov razvoj